Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Spet smo nazaj v Fine podcastu. Tokrat je z mano Taja Božič, talentirana pianistka, glasbenica, tudi pesmi piše. Izdala je kar nekaj svojih pesmi že, svoj singel nazadnje Ni važno z MK-jem. Taja, pozdravljena. Zdravo, Maja. Delaš to, kar te veseli. V glasbi si se našla, pa je že pri 3 letih. Ja, tako mi je mama rekla, da v bistvu, ko sem se rodila, da sem že kar začela peti, tako da to je bil moj prvi stik z glasbo. Tudi ko sem prvič dobila klavir, sem že kar nekaj stiskala in skladala. Si se kar začutila v bistvu s klavirjem in si takoj, torej nikoli v življenju kasneje te ni pot odvedla na kakšne stran pota, se pravi. To pa me je. Aha, okej, no ti trenutki me zanimajo v bistvu, ne? Kaj te je še drugega pritegnilo in kako to, oziroma na kak način si potem prišla spet nazaj k svoji strasti? Samo tako smo se prej pogovarjali, v bistvu ni stran poti, ampak se vse zgodi, ker se mora zgoditi, ker pripomore k tvoji osebni rasti, k novim spoznanjem. Vmes sem študirala teologijo 4 leta. Teologijo. Ja. Potem pa sem se v bistvu spet vrnila k glasbi, no. Hodila sem v nižjo glasbeno šolo, malo srednjo, potem je prišla puberteta, potem je prišla teologija, pa sem se spet vrnila. Ok, potem je prišla puberteta, to si zanimivo poudarila. Sej vsi imamo zgodbe iz pubertete, ko nas odnese. Ampak recimo, si v puberteti vseeno ohranjala recimo ta connection z glasbo in kaj ti je glasba vseeno skozi življenje predstavljala, ne glede na to, če si se oddaljila v bistvu od tega cilja, kaj ti je glasba dala? Glasba mi je vedno predstavljala moj izraz, ali se je šlo za to, da izrazim svoja čustva, kot eno tako čistilno sredstvo. No? Ja, to si v bistvu dobro povedala. Ja. Jaz tudi na nek način tako pišem, ne, se pravi z pisanjem dam ven. Pri glasbenikih pa opažam sploh tistih, ki delate svojo glasbo, da dejansko ste pisatelji, pesniki, skladatelji in filozofi v enem in vse to zapakirate v glasbeni paketek, ki ga ljudje dosti lažje absorbirajo, kot pa na primer mogoče nekaj napisanega. Ne? Tako da v bistvu ti si kar nekaj komadov že napisala oziroma pripravila, sodeluješ tudi zelo intenzivno z Rokom Vilčnikom. Ja. Mislim, kateri od teh komadov na primer ti je mogoče najbolj pri srcu, ki si jih naredila z njim oziroma ki si jih v tem obdobju delala? Meni so namreč vsi ful všeč, ker so res izraz tvoje nekega iskrenega dogajanja v tebi, ki ga želiš deliti z svetom. Je mogoče kateri med njimi taki, ki je v tebi naredil nekaj, ko rečeš, ta je moj, ali so vsi tvoji tak? Imam ljubljenca, mislim, da bo kar divji svet. Divji svet. Zakaj divji svet? Kaj predstavlja v tvojem življenju? Divji svet predstavlja svet, v katerem živimo in tako komad, tudi tako kot je glasbeno sestavljen in tako kot je napisano besedilo, predstavlja en odmik od tega sveta, umik v notranjost, v tiste otroške dni, spokoj, brezskrbnost. Brezskrbnost, vse to, ko si rekla otroške dni, ne, to meni osebno se zdi v bistvu ravno ta umik v otroške dni, oziroma če smo se sposobni vrniti nazaj v otroštvo, da je to ena taka super metoda in terapija do iskanja sreče v sebi, kar na nek način tudi fajn predstavlja, če tako rečemo, ne? In ja, v bistvu v tem najnovejšem komadu, ki ga pa imaš skupaj z MK-jem, Ni važno, imaš pa v refrenu Ljubezen nas rešila bo, povejmo si, da lepi smo. Meni je to tako lepo. Tako simpel pa tako lepo. Prosim, naj se zgodi. No, se pravi pač tako, vsi tvoji komadi, ampak ta se mi zdi še posebej, s tem si še bolj razširila to, da ne samo notranji svet, ampak da dejansko tudi daješ sporočilo ljudem. Ne? In kako se v bistvu počutiš ob tem, oziroma kdaj si začutila ta drive, da hočeš za svojo glasbo tudi spreminjati svet, v bistvu, ker to na nek način je spreminjanje sveta. Ja. To se je zgodilo nekje kako leto nazaj, ali pa leto pa pol nazaj. Izhajalo je v bistvu tudi iz moje osebne izkušnje, kaj sem sama doživela kot ženska, pa kaj sem doživela tudi kot opazovalka, kaj se dogaja drugim ženskam v svojem življenju,
in kakšen odnos ima svet ali pa, Družba. kako bi rekla, družba, Ja. žensk samih. In me je to na nek način tudi bolelo, ne. To je bilo tisto moje čustvo in je prišlo ta komad čist spontano, no. Rodil se je iz te bolečine, bi lahko Ja, rekla, če ja. že govorimo o ženskem doživljanju bolečine ali pa stvari. Ja, v bistvu si to kar dobro izpostavlja, ne, ker se mi zdi res, da ženske, da navzven pač mislimo, da smo že okej, ne, ker se pač neke stvari ne dogajajo več, kot so se v preteklosti, pač ne zažigajo nas več na grmadah ali pa ne vem, ni več tisto samo, da ženska more biti doma in je obsojena na nek način življenja, pa vendar zdaj se še vedno dogajajo pač neke nepravičnosti, ne da bi zdaj hotela jamrati v tem podcastu, ampak dajmo si priznati, ne, da v bistvu ženska, ki hoče ustvarjati, ženska, ki hoče sebe izraziti, ima ogromno nekih v bistvu ovir do tega, da bi jo svet sprejel. Ja. Je tak, mislim, ti... Na žalost je res tako. To si v bistvu tudi ti verjetno začutila in na lastni koži verjetno, jaz pa tudi nekako. Ampak jaz mislim nekako, da kaj pa vem, z tem, da vztrajamo, s tem, da se izražamo, da delamo dobre stvari, da ustvarjamo tako kot ti glasbeno, ne vem, po mojem bo počasi se vseeno svet zmehčal, verjameš v to? Da se bo zmehčal, ja, to res resnično upam, ampak do tega trenutka, da pa, ko se to še ne bo zgodilo, pa mislim, da se moramo predvsem utrditi. Utrditi, ja. Ženske pa se povezati, stopiti drugi ob strani, si pomagati, si privoščiti uspeh in dobre stvari, lepoto, zdravje. Tako, ne, to je zelo pomembno, v bistvu, ker cel čas tudi se mi zdi, da govorimo, da smo povezane, pa se povezujemo v nekih skupinah ali pa mogoče preko nekih interesov, ampak še vedno pa ni tiste pristne sestrske povezave ženski, ne, se pravi tiste, ki nas bi res okrepila, tako da se mi zdi, da bi mogoče še bolj lahko skozi glasbo mogoče ženske še bolj povezovali in se mi zdi, da v bistvu res prinašaš pomembna sporočila skozi to svoje delo in da je treba s tem vztrajati na nek način, ne. Ampak vseeno se mi zdi, kako se ti recimo, ne, ker zdaj na nek način delamo neke stvari, ki so sporočila in ki bi lahko spremenile svet. Po drugi strani se pa ravno zaradi tega, ker družba tega ne sprejema, ker tako tekoče, borimo sami v sebi. Kako se ti boriš s tem, ali je to prava pot za tebe, ali boš uspela, ne boš uspela, imaš veliko teh borb, ali si skozi prepričana v to, da je to edino, kar moraš ti delati in da ti bo uspelo. To so tako eni valovi, no. Pravzaprav se soočam tudi s tem, da se sprašujem, če je to prava pot. Po eni strani, po drugi strani pa pridejo trenutki, sploh ko se rodi en tak komad, ko sem prepričana, da delam pravo stvar. In takrat... Pa uživam v tem tudi. Ampak to se mi zdi ključen pokazatelj. Ko res uživaš v tem, kaj delaš, se mi zdi, da potem daš nekaj ven, kar ljudje tudi sprejmejo. Ne? Ker ne vem, če si kdaj tudi dala kaj ven, oziroma kakšen komad mogoče nimajo takih odzivov, ali pa ni nujno komad, mogoče kakšen nastop. Ker, ne vem, ti tudi s kar nekaj bendi nastopaš, en izmed najbolj znanih mogoče je Jazz Ladies, s katerim bendom ste tudi bile na Slovenija ima talent. In 6-5 let nazaj. ja, Okay. ste si imela kdaj med svojimi nastopi ali pa kdaj je bil kakšen nastop slabši, ker mogoče niste bile toliko povezane in je potem tudi publika se odzvala na tak način? Kako imaš te izkušnje, kaj? Ko nismo čisto v svojem elementu? Ja, ko nismo čisto v svojem elementu, se vedno pozna. Potem v bendu, ko deluje tako kot neka organska skupnost, takoj se pozna, ko se ena punca, ali pa dobra, ni za nujno punca, ne počuti dobro. No? In pol v bistvu na nek način cela skupina, Ja. mislim, se začuti, da manjka fajn v skupini. Ful dober stavek, ki ga imaš napisanega tudi na svojem YouTube kanalu. Smo vedno skupaj, ne glede na to, kako daleč smo drug od drugega. Malo več nam povejo o tem stavku, ker je res tak ful dober. Se pravi, nekaj nas povezuje, tudi če mislimo, da smo vsak za sebe.
živimo v bistvu v svetu individualizma in mislimo, da moramo vsak za svoj rit skrbeti, ampak v bistvu nas pa vleče drugemu. Tako jaz razumem te stavek. Ja, točno tako, no. V bistvu smo, na nek način smo vrženi, smo rojeni v ta svet, moramo se truditi za preživetje, pri tem seveda ne moramo brez egota, ne. Po drugi strani si pa neskončno želimo, tako si rekla, te povezanosti, bližine, enosti. Wow. Mislim, da lahko zaključiva za to besedo, ker je res močna in mogoče pustimo našim poslušalcem, da razmišljajo o enosti in kako je v bistvu ta povezana z našim fajn občutkom. Ne samo fajn v nas samih individualno, ampak fajn globalno gledano in družbeno gledano in pač fajn enost. Naj bo to današnje vodilo. Hvala, da ste bili z nami. Čau! Čau!